Novembra 1971 je skupina učencev iz šole Ainslie Park prevevalo navdušenje, ko so se peš podajali skozi osupljivo pokrajino prostrane planote Cairngorm na Škotskem. A teh 17 ni niti slutilo, da se bo tisto, kar se je začelo kot vznemirljiv letni izlet, hitro spremenilo v niz vseh hujših dogodkov, ki bodo na koncu privedli do srce parajoče tragedije, ki bo pretresla njihova življenja do temeljev. Planota, znana po svoji osupljivi lepoti, krutem vremenu in edinstveni biotski raznovrstnosti, je obljubljala nepozabno izkušnjo. Toda to potovanje bo preizkusilo njihovo vzdržljivost, izzvalo njihove spretnosti preživetja in jih na koncu pripeljalo do obupnega boja za življenje v najhujši britanski gorniški nesreči. Preden začnemo, naj vas opozorim. Kar boste slišali, je precej intenzivno, zato gledalcem svetujemo previdnost. Ta zgodba je tako pretresljiva, da je dobesedno trajno spremenila protokole za izlete in gorništvo po vsej Združenem kraljestvu. Ko boste videli, kaj se je zgodilo, mislim, da boste razumeli, zakaj je bilo to potrebno. Združeno kraljestvo je ena najbolj industrializiranih držav na svetu. Posledica tega pa je manj divje, nedotaknjene narave. Večina zemlje v Združenem kraljestvu je obdelana ali v zasebni lasti. Gozdovi, ki obstajajo, pa so običajno upravljani in vzdrževani. Ne boste našli velikih peščenih puščav ali velikih notranjih jezer, celo najbolj divji kraji pa pravzaprav niso več zares divji. Tudi v parkih in rezervatih, kjer naj bi bili blizu narave, ste le streljaj od civilizacije. Toda škotski Cairngormi res izstopajo kot morda zadnji pravi košček divjine, ki je še ostal v Združenem kraljestvu. Ta ogromen narodni park je največji v Britaniji in je poimenovan po svojem najvišjem vrhu – Cairngorm. To je raj za ljubitelje aktivnosti na prostem, s pohodniškimi potmi, plezalnimi smermi, taborišči, rekami za kajakaštvo in kolesarskimi potmi. Dom četrtine redkih in ogroženih vrst v Združenem kraljestvu je tudi edini kraj, kjer lahko opazite zadnjo prosto živečo čredo severnih jelenov na otoku. Severni jeleni iz družine jelenov, ne tisti božičkovi z letečimi sanmi, če ste bili radovedni. Leta so starši pošiljali svoje otroke na letno pustolovščino v zadnje divje pokrajine Britanije z zaupanjem, da bodo izkušeni voditelji poskrbeli za varnost vseh. Nažalost se je novembra 1971 tisto, kar se je začelo kot izobraževalni izlet, spremenilo v najhujšo nočno moro vsakega starša. Vse se je začelo povsem dobro tistega hladnega novembrskega jutra, ko se je 14 navdušenih učencev in njihovi 3 učitelji iz šole Ainslie Park zbralo, pripravljeni na dvodnevni orientacijski pohod čez planoto. S čudovitimi in zahtevnimi gorami Cairngorm v ozadju naj bi ta pohod preizkusil njihovo znanje gorništva in izobraževanje na prostem. Za učence je bil ta izlet nič več kot prijetna mala pustolovščina po pravi divjini. In cela skupina se je veselila raziskovanja tega prostranega divjega območja, znanega po osupljivih pokrajinah, pa tudi po nepredvidljivem vremenu. V tednih pred njihovo gorsko pustolovščino je bil načrt, da učence temeljito izurijo v osnovnih gorniških tehnikah. V idealnem primeru bi obvladali stvari, kot so izdelovanje stopinj za vzpenjanje po strmih pobočjih, kako previdno stopati navzdol po strmih spustih in kako varno drseti po pobočjih sede. Obvladati bi morali tudi zaustavljanje, če bi nenadoma začeli drseti po gori, poleg tega pa prejeti celovito usposabljanje iz prve pomoči, da bi lahko učinkovito ukrepali v nujnih primerih, ko so sami v gorah. Nažalost, usposabljanje, ki so ga prejeli, ni bilo tako temeljito, kot bi moralo biti. Te veščine so jim pokazali le na kratko, zaradi česar so bili premalo pripravljeni na težke razmere, ki so jih čakali. Pri pripravah na izlet so bili učenci opremljeni z opremo, ki bi morala biti primerna za mrzlo gorsko vreme. Oprema in specializirana oblačila so bila zagotovljena s strani Centra za dejavnosti na prostem, ki je bil odgovoren za njihov vzpon. Čeprav so najstniki prinesli svoje hlače in puloverje. S seboj so nosili predmete, kot so karabini, ki pomagajo pritrditi vrvi, varnostni pasovi in kuhalnik za pripravo hrane. Dobili so tudi spalne vreče za izjemno nizke temperature, velike ponjave za zasilna zavetišča in komplete prve pomoči. Vendar pa je napredna varnostna oprema manjkala ali pa je bila nezadostna. Vodje so mislili, da bo to kratek izlet v gore. Usodno so se motili.
Idealno bi bilo, da bi bili že od začetka opremljeni s čeladami in napravami za oddajanje lokacijskega signala, ki so ključne za varnost na strmem terenu. Vendar kdo bi dal dvema najstnikoma tako drago opremo za nekaj, kar naj bi bil kratek šolski izlet? V vsakem primeru pa jim je v resnici manjkalo izkušenj za razmere, s katerimi so se kmalu soočili. Tako je bila skupina, ko so se odpravili na pot, nevede, premalo opremljena in brez celovitega usposabljanja, ki bi lahko bistveno vplivalo na njihovo sposobnost varnega gibanja in preživetja na brutalni gori Cairngorm. Ta vrzel v pripravljenosti bo kmalu postala grozljivo očitna. Pot v gore se je začela pod vodstvom Bena Beattyja, 23-letnega glavnega inštruktorja za izobraževanje na prostem na šoli Ainslie Park in izkušenega alpinista. Čeprav je bil izkušen v lepem vremenu, bi to potovanje preizkusilo njegovo strokovnost preko vseh meja. Z Beattyjem je potovala njegova 20-letna punca Catherine Davidson, prav tako navdušenka in študentka športne vzgoje. Čeprav je imela manj splošnih izkušenj z gorništvom, je pozimi dvakrat obiskala Cairngorme, zaradi česar je bila edina odrasla v skupini z dejanskimi zimskimi gorniškimi izkušnjami v Cairngormih. Druga vodja v skupini je bila 18-letna Sheila Sunderland, prostovoljna inštruktorica brez izkušenj v Cairngormih, ki je pravkar začela 3-tedensko prostovoljno delo kot učiteljica v Edinburgh Education Authority's Outdoor Center. Ta skupina treh naj bi nadzorovala 14 mladih učencev, starih med 14 in 18 let. Ti naj bi se prvič učili navigacijskih veščin z uporabo zemljevidov in kompasov v nadzorovanem izobraževalnem okolju. Meseci po incidentu so se pojavile vprašanja, zakaj je šola dovolila tako tvegano odpravo, ne da bi zagotovila ustrezno izkušene nadzornike in upoštevala izjemno zahtevne vremenske razmere v Cairngormih pozimi. Toda tistega novembrskega jutra nihče ni podvomil o varnosti izleta in skupina se je odpravila na pot. Veličastnost pokrajine tukaj je res dihjemajoča. To gorsko območje, največje na britanskem otočju, je visokogorska čudežna dežela, ki se na najvišjih vrhovih, kot je Ben Macdui, dviga več kot 1200 metrov visoko. Ena izmed bolj edinstvenih značilnosti tega gorovja so njegova ravna, planotasta vrhovi, kar je precej drugače od ostrih in nazobčanih gorskih vrhov, ki jih običajno najdemo drugje po svetu. Čeprav so Cairngormi razmeroma lahki za plezanje, pa dolžina, razdalja in nenadne vremenske spremembe na planotastih vrhovih povzročajo, da je to eno najzahtevnejših gorovij za plezalce v Združenem kraljestvu. Sneg lahko pade kadarkoli v letu, snežne zaplate pa ostanejo vse poletje. Eden največjih izzivov v Cairngormih je vreme, ki je lahko izjemno nepredvidljivo in se hitro spreminja, še posebej, ko se vzpenjate višje. Planotasto območje pogosto doživlja hude snežne nevihte, močne vetrove in nenadne padce temperature, kar je lahko nevarno tudi za najbolj izkušene gornike. To zelo otežuje orientacijo, saj se vidljivost lahko v nekaj minutah drastično zmanjša. Na tako velikem gorskem območju se je zelo lahko izgubiti. Za nekatere je to skoraj neizogibno. Zaradi tega so postavljeni začasni zavetišča, ki ščitijo popotnike in pohodnike, ki so se oddaljili od svoje skupine ali jih je na gori ujela nevihta. Te majhne, osnovne koče so znane kot bothies in so posejane po hribih tega območja. Botiji se lahko uporabljajo tudi kot mesta za srečanja ali kot postajališča na večdnevnih pohodih. In višje kot greš, pomembnejši postanejo. Kot začasne strukture niso nič posebnega. Le nekaj zelo osnovnih zavetišč iz kovinskih plošč, blata in kamna. Ena od teh zavetišč, Cairnova koča, bi postala zelo pomemben del zgodbe te odprave. 19. novembra je 14 učencev in njihovi učitelji prispelo v Center za aktivnosti na prostem La Laganlia v Cairngormih. Center za aktivnosti na prostem je pogosto gostil skupine učencev, ki so želeli plezati po gorah. In tukaj se je skupini pridružila tretja vodja, 18-letna Sheila Sunderland. Da bi lažje nadzorovali pohod, so najstnike vnaprej razdelili v dve skupini, pri čemer so naprednejše dodelili Beattyju, medtem ko sta za ostale skrbeli Catherine in Sheila. Načrt je bil preprost. Obe skupini naj bi prečkali planoto od Cairngorm South do Ben Macduja, vrha gorovja Cairngorm. Celotno potovanje pa naj bi zaključili v 48 urah.
V idealnem primeru bi to moral biti pohod dolg 17 km, kar bi bil zahteven podvig za skupino, saj je bila večina stara le 15 let. A vendar so se tega veselili, ne da bi se zavedali resnih izzivov, ki jih čakajo, in bodo to izobraževalno odpravo spremenili v nočno moro. Tisto sobotno jutro so vodje skupine predali načrtovano pot ravnatelju Lagalje in celo vključili rešitev, po kateri naj bi v primeru slabega vremena obe skupini skrajšali odpravo in poiskali zavetje v Krnbothju. Njihov načrt je bil odobren. Skupina je še naprej načrtovala, da doseže vrh. Temperature so se morda zniževale, vendar je bilo vreme do zdaj stabilno in mirno. Čeprav je vremenska napoved za tisti dan napovedovala grozne razmere, sta se Ben Beatty in Catherine Davidson odločila, da bi se vzpon vseeno lahko varno zaključil, preden bi slabo vreme udarilo. To je bil začetek več usodnih napak. Izlet se je začel s težavami že od samega začetka. Najprej se je pohod začel precej kasneje, kot so načrtovali, okoli 11. ure dopoldne, kar je pomenilo, da jim ni ostalo veliko dnevne svetlobe za dokončanje pohoda. Če ste se že kdaj resno podali na pohodništvo v gorah, veste, da običajno želite biti na vrhu najkasneje opoldne, saj se slabo vreme začne najkasneje ob 13. uri. Ta skupina se sploh ni začela vzpenjati do 11. ure tistega jutra. Da bi nadoknadili izgubljeni čas, so se povzpeli na gorovje Cairngorm s pomočjo smučarske žičnice, v upanju, da bodo prihranili nekaj dragocenih dnevnih ur. Sončni zahod je bil novembra malo pred 4. uro. Po prihodu in prečkanju planote sta morali obe skupini sestopiti ločeno. Skupina Catherine Davidson naj bi se vrnila po poti Lerg Grui, medtem ko bi se skupina Beattyja vrnila s prečanjem Cairn Toul in Brerijah na drugi strani doline. V primeru nujnega primera je bil načrt za obe skupini, kot sem že omenil, da prideta do Krnbody, varnega mesta na precej nižji nadmorski višini v Lerg Grui, kjer bi preživeli noč. Skupina Bena Beattyja z bolj izkušenimi pohodniki se je hitro premikala naprej in zaradi svojih veščin bolje premagovala zahtevne poti. Skupina Catherine Davidson, v kateri je bilo 6 mlajših učencev, ki niso bili tako izkušeni, je sledila zadaj počasneje. Kmalu potem, ko se je skupina odpravila na pot čez planoto Cairngorm, se je vreme, kot je bilo napovedano, hitro poslabšalo. Skupina Bena je zaradi vremena naletela na hude težave. Ko so prispeli do Coire Doman, so jih vse močnejši veter in težak, mehak sneg močno upočasnili in zmanjšali vidljivost. Ko je prepoznal naraščajočo nevarnost, se je Beatty odločil preusmeriti na alternativno varno pot in kot varnejšo točko za prenočevanje izbral Krnbothy. V kočo so prispeli okoli 15:30. Ko so prispeli, so morali najprej odstraniti sneg, ki se je nabral pred vhodom, da so sploh lahko prišli do vrat. Nato pa so se pripravili na dolgo in mrzlo noč. Kljub težkim razmeram zunaj, se je Benova skupina v zavetju počutila varno. Ure so čakali in pričakovali, da bodo zunaj zagledali sledi Katerinine ekipe, ki bi prav tako iskala zavetje v tej koči, kot je bilo načrtovano. Vendar pa skupina Catherine Davidson ni prispela do zavetja. Betty, ki je imel precej izkušenj s plezanjem in gorništvom na različnih zahtevnih terenih, kot so Irska, Alpe in škotska zahodna obala. Sprva je mislil, da je skupina Davidson morda izbrala drugo, morda lažjo pot do drugega zavetja. Ta napačna presoja glede lokacije skupine Davidson je bila še ena napaka, ki bi na koncu privedla do usodnih posledic, saj so se vremenske razmere še naprej slabšale. Ko je noč napredovala, so se razmere okoli bivaka skupine Beatty močno poslabšale. Sneg se je tako visoko nabral ob vratih, da so imeli zjutraj velike težave, da so jih sploh uspeli odpreti. V iznajdljivi potezi so najmanjšega fanta v skupini pomagali skozi delno odprta vrata, da je lahko od zunaj odstranil sneg in tako omogočil izhod vsem ostalim. Ves čas preizkušnje je Beatty globoko skrbel za varnost skupine Catherine Davidson, ki še vedno ni prispela v zavetišče. Pred težko odločitvijo je Beatty tehtal tveganja iskanja pogrešane skupine v primerjavi z nujnostjo premika svoje skupine na varnejšo lokacijo, navzdol v Larig-Larigru. Njegov glavni namen odprave nikoli ni bil preizkušati fizičnih meja otrok, temveč jim omogočiti izobraževalno izkušnjo v divjini. Ta nepričakovan preobrat dogodkov ga je prisilil v ključno vlogo, kjer je moral uravnotežiti varnost svoje trenutne skupine z odgovornostjo za pogrešane člane.
Ko so po težki noči zapustili zavetje, se je skupina bitja zaradi globokega snega težko spuščala s planote in se soočala z zahtevnimi razmerami, ki so njihov spust še dodatno otežile. Na poti je bilo veliko padcev in zdrsov, en fant pa se je celo skoraj resno poškodoval. Ko pa jim je končno uspelo priti s planote in so dosegli relativno varnost Leirik Gruja, je biti lahko vzpostavil stik s centrom Laganlija za dejavnosti na prostem. Takrat je izvedel, da se skupina Catherine Davidson še ni vrnila, kar je povečalo njegovo zaskrbljenost. Ko se je okoli 16:30 drugega dne na gori začel spuščati večer, je skupina bitija prispela do koče Roti Rotjemurchus, nastanitvenega objekta nižje v gorah, kjer so lahko poklicali v Lagun Lija in uskladili svoj prevoz. Do 17:30 so srečali svoje prevozno vozilo in študenti so se varno vrnili v Lagun Lija. Ker pa ni bilo nobenih novic o skupini Davidsona, je biti nadaljeval do smučarskega centra, nato do Glenmore Lodge in do policijske postaje nižje po pobočju. Do 7 tistega večera, ko skupine Davidsona še vedno niso našli, so skupino uradno prijavili kot pogrešano. Ta ukrep je sprožil takojšen odziv. Reševalne ekipe so se kljub snežnemu viharju in temi podale iskat pogrešano skupino. V akcijo so bile vpoklicane tudi dodatne gorske reševalne ekipe iz Cairngorma, RAF Kinlossa, Braemarja in Aberdeena. Te ekipe so se usklajevale in pripravljale v nedeljo zvečer, da bi lahko resno začele iskalno akcijo še pred prvim ponedeljkovim svitom, v upanju, da bodo v zahtevnih razmerah našle pogrešane pohodnike. Na gori je bila skupina Catherine Davidson v težavah in to so vedeli. Sprva so po ločitvi od skupine bitija naleteli na zahtevno pot. Načrt je bil jasen. Ob 11. uri dopoldne naj bi zapustili parkirišče. V 1,5 ure naj bi se pa uspeli na 4000 čevljev visok vrh Cairngorma, v 2 urah nadaljevali do Lahan Bujde, nato pa se v približno uri in četrt pa uspeli še 500 čevljev na Ben Macdui. V 1 uri naj bi se spustili do Taylor's Burna, nato pa v pol ure skozi Lerrig Gru prispeli do koče Curran. Celoten pohod naj bi trajal približno 6,5 ure, idealno pa bi se končal v koči Curran ob 17:15. Vendar so se razmere poslabšale, ko so se podali globje na pot. Ker se je vreme hitro poslabšalo v pravo snežno nevihto, je pohod postajal vse bolj zahteven. Predvideni urnik se je začel podirati, saj so naleteli na nepričakovane zamude, kar je otežilo njihovo orientacijo in napredovanje. Vsak del pohoda je trajal dlje, kot so načrtovali, kar jim je zmanjševalo časovno rezervo pred prihajajočim večernim mrazom in vse manjšo svetlobo, ter jih potiskalo v nevaren položaj daleč od varnosti koče Curran. Samo približno 4 ure dnevne svetlobe so jim ostale. Skupina pa je morala prehoditi še 6 zahtevnih milj, da bi dosegli načrtovano zavetje. Pot je oteževal močan veter, ki je pogosta nevarnost v gorskih območjih in lahko tudi preproste pohode spremeni v nevarna podviga. Ta poseben konec tedna se je situacija še poslabšala, saj je bil sneg nenavadno prašen, kar je skupini preprečilo, da bi izkopali učinkovita zavetja ali luknje za zaščito. Kombinacija prašnega snega in ostrega vetra je prodrla v njihovo opremo in spalne materiale, jim odvzela izolacijske lastnosti ter sprožila začaran krog mraza in vlage, ki ga je bilo težko prekiniti. Za 6 otrok, ki so obtičali na Cairngormu sredi najhujšega snežnega viharja, ki je v zadnjih letih prizadel gore, je bilo to usodno. Tisto usodno sobotno popoldne, sredi divjanja snežnega viharja, je Catherine Davidson sprejela ključno odločitev, da opusti načrtovano pot. Poslabšanje vremena in vse večja stiska učencev sta jo spodbudila, da poišče alternativno pot. Namesto, da bi se odpravila naravnost proti trenutnemu zavetišču, je poskušala nadaljevati pot navzdol, v upanju, da bo v bližini našla drugo zavetišče. Nažalost je sneg izbrisal lokacijo bližnjih zavetišč, zaradi česar jih ni bilo mogoče najti, kar je Davidsonovo na koncu prisililo, da je opustil upanje, da bi prišel do Currana. Ker ni imel drugih možnosti, se je Davidson odločil pripraviti na bivakiranje na območju, ki je bilo, ne da bi vedela, nagnjeno k močnemu kopičenju snega. To odločitev je kasneje kritiziral John Duff, vodja bramarske gorske reševalne ekipe, ki je poudaril, da je poskus zimskega bivakiranja v takšnih razmerah na planoti Cairngorm izjemno tvegan in bi ga smeli upoštevati le kot zadnjo možnost. Duff je prav tako razmišljal o celotnem načrtovanju odprave in ga označil za pretirano ambicioznega za najstnike.
odgovornost pa pripisal tistim, ki so izlet načrtovali in odobrili. Ko je padla noč, se je skupina stisnila skupaj v spalne vreče in bivak vreče ter uporabila snežni zid za nekaj zaščite pred vremenskimi vplivi. Sprva jim je uspelo ohraniti dobro voljo. Vendar pa je, ko se je sneg še naprej nabiral, nastopila panika zaradi strahu, da bi jih zasul sneg in bi bili živi pokopani. Do nedeljskega jutra je postala situacija kritična. Slišali so, kako je en deček kričal izpod snega, medtem ko je Sheila Sunderland komajda ostajala pri zavesti. Kljub poskusu Catherine Davidson in enega izmed dečkov, da bi šla po pomoč, ju je preobilica snega prisilila k vrnitvi, zato jima ni preostalo drugega, kot da čakata, ujeta in vse bolj obupana. Ves tisti nedeljski dan snežni vihar ni prizanašal in ko je noč ovila gore, je skupina v daljavi komajda videla signalne rakete iskalne ekipe. Kljub njihovim prizadevanjem, da bi poklicali na pomoč, je njihove glasove pogoltnil tuljenje vetra. Njihove lastne signalne rakete pa so se izgubile v snegu. Druga noč v gorah je bila še posebej grozljiva, saj so najstniki zaradi mraza postajali vse bolj zmedeni. Njihova situacija pa se je iz ure v uro še slabšala. Do ponedeljkovega svita jih je zadela kruta resničnost. Večina skupina je bila popolnoma ali delno zakopana pod snegom, nekateri člani pa so bili verjetno že mrtvi. Catherine Davidson je šla do svojih skrajnih meja in na robu izčrpanosti je vedela, da mora narediti še zadnji poskus, da reši sebe in druge. Medtem sta se na gorski bazi Beatty in drug vodja, Paisley, še naprej trudila zbrati informacije v smučarskem centru Glenmore Lodge in v Avi. Policijska postaja Avimore in gorske reševalne ekipe iz Cairngorma, RAF-a, Kinlossa, Bremarja in Aberdeena so se pripravljale na obsežno iskanje, ki se je začelo pred zoro v ponedeljek. Iskanje so se okrepile v nevihtnih razmerah. V ponedeljek 22. novembra 1971 je kljub slabemu vremenu približno 50 mož, podprtih s helikopterji, preiskovalo območje. Gorska reševalna ekipa Bremar se je približala z juga in prispela do koče Curran, kjer pa so ugotovili, da je prazna. Toda pomemben preboj se je zgodil okoli 10:30 tistega jutra, ko je helikopter RAF opazil Davidsonovo, ki je obupano plazila po rokah in kolenih čez planoto. Vidnost njene svetlo-oranžne jakne na ostro-belem snegu je pritegnila pilotovo pozornost. Helikopterju se je uspelo dovolj približati, da sta lahko izstopila dva člana posadke, ki sta nato dosegla Davidsonovo. Ni mogla hoditi. Njene noge so bile zaklenjene v klečečem položaju in v nevarni operaciji so jo po zraku prepeljali na varno, kar je bilo zaradi slepečega snega, ki ga je dvigoval helikopter, še toliko težje. Davidson je bil prepeljan s helikopterjem, nato pa z reševalnim vozilom v bolnišnico. Kljub temu, da je bila v napredni fazi podhladitve in zmedena, je podala ključne namige o lokaciji preostale skupine. Izrekla je le nekaj besed. Potok, jezerce, zasuti. Ti namigi so reševalne ekipe usmerili naravnost na kraj tragedije. John Cunningham iz Glenmore Lodge je skupaj z Beattyjem in Paisleyjem prvi prispel na prizorišče tragedije, kjer so odkrili trupla 6 učencev in pomočnika, globoko zakopanih pod snegom. Vsi so tragično umrli, razen enega, Raymonda Lesleya, ki je še dihal in mu je zdravnik takoj nudil pomoč. Kasneje je helikopter Sea King britanske kraljeve mornarice, ki ga je vodil vodja gorske reševalne ekipe RAF Kinloss s pomočjo signalnih raket, uspel prepeljati Lesleya v bolnišnico Rigmore na nujno oskrbo. Zol Sheila Sunderland, Carol Bertram, Susan Byrne, Lorraine Dick, William Kerr in Diane Dudgeon niso preživeli. Njihova življenja je vzela ena najhujših snežnih neviht, kar so jih Cairngormi doživeli. Od njihove skupine sta to grozljivo preizkušnjo preživela le Catherine Davidson in Raymond Leslie, kar je zaznamovalo enega najtemnejših dni v zgodovini britanskega gorništva. Preiskava, ki je bila opravljena v začetku naslednjega leta po nesreči na planoti Cairngorm, je razkrila več ključnih napak pri načrtovanju in izvedbi pohoda. Ugotovljeno je bilo, da zahtevnost pohoda ni bila primerna za tako mlade otroke, še posebej glede na napovedane ostre vremenske razmere za tisti dan.
Preiskava je kritizirala odločitev, da se pohod začne pozno v dnevu, ter uporabo sedežnice, ki je skupini onemogočila pravočasno oceno razmer za hojo in s tem preprečitev nevarnosti. Priporočila iz preiskave so poudarila potrebo, da so vodje dejavnosti na prostem uradno certificirani, s čimer bi zagotovili, da imajo potrebno izkušnjo za varno vodenje takšnih odprav. Poleg tega je bilo predlagano, da je treba pohode natančno načrtovati ob upoštevanju starosti in izkušenj udeležencev, še posebej, kadar so vključeni otroci. Čeprav preiskava ni okrivila nobene posamezne osebe, je vseeno odprla vprašanja o učinkovitosti zasilnih zavetišč, kot je Curtin Bothy. Zavetišče je bilo ključen cilj za pohodnike, kar jih je morda spodbujalo, da so nadaljevali v slabih razmerah, namesto da bi se obrnili nazaj. Po dolgi razpravi so se odločili, da bodo obstoječe zavetišče porušili, s čimer so želeli uravnotežiti varnost z razvojnimi koristmi pustolovskih dejavnosti na prostem. Danes so Cairngormi še vedno priljubljena destinacija, ki jo vsako leto obiščejo šole in tisoči obiskovalcev. Center Laganlija še vedno gosti šolske izlete, vendar z izboljšanimi varnostnimi protokoli, ki zagotavljajo, da so vsi vodje certificirani in usposobljeni po strogih standardih. Čeprav se še vedno dogajajo manjši incidenti, so sprejeti ukrepi uspešno preprečili novo tragedijo v obsegu nesreče na planoti Cairngorm. Tako da na nek način mislim, da je na koncu iz te tragedije vseeno prišlo tudi nekaj dobrega. Hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu. Ostanite pogumni in živite pogumno.